Tretjič, kako s partnerjem zgraditi finančno stabilno zvezo. Pomembne življenjske odločitve pogosto sprejemamo skupaj s svojim partnerjem. Recimo nakup nepremičnine je en takšen tipičen primer. Toda kako postaviti temelje v odnosu, da ne zaškriplje že v prvih finančnih izzivih? Kdaj je pravi čas, da se s partnerjem odkrito pogovorimo o denarju, investiranju, naložbenih in nasploh življenjskih ciljih? O partnerskih odnosih se bom pogovarjala s Katjo z Istenič, psihoterapevtko in psihologinjo iz podjetja Hočem več. Zdravo, Katja. Živja. Živja, evo, v uvodu sem omenila, da je veliko pomembnih življenjskih odločitev sprejemamo skupaj s svojim partnerjem in te odločitve so pogosto povezane tudi s financami in to z veliko denarja, če govorimo o nepremičnini. Zato je pomembno, kakšen odnos imamo s partnerjem in kako komuniciramo o teh resnih tematikah in definitivno finance so resna tematika. Torej, že v samem štartu nekega resnega partnerstva se je verjetno potrebno pogovarjati tudi o finančnih zadevah. Zanimivo je pa to, da večina prihaja iz družin, ker je v bistvu pogovor o denarju tabu tema in ravno zaradi tega imajo lahko mladi težave v že samem štartu odnosa. Drži? Je tako, ja. Pogosto se zavedamo, da so neke teme znotraj partnerstva pomembne, recimo v smislu zvestoba, nezvestoba in tako naprej. Redki pari se pa zavedajo, kakšno težo dejansko nosi tudi denar in kakšen vpliv ima na njun odnos. In v resnici denar je ena izmed najpogostejših tem, zaradi katerih se pari kasneje kregajo, včasih tudi dejansko zaradi tega ločijo. Tako da denar je zelo pomembna tema, kad si pa super, že mi dala istočnico, še posebej Slovenci, se pogosto ne pogovarjamo dovolj o denarju, že v bistvu odraščamo z neko idejo, da o denarju se ne pogovarja, da mogoče denar celo nekaj slabega, nekaj, kar je bolje pustiti pri miru. In ja, dejansko tabu tema. Našla sem tudi 2 raziskavi, bomo pogledala, da povem čisto točno. Leta 2013 so naredili raziskavo v Ameriki, kjer so ugotovili, da se ljudje dejansko raje pogovarjajo o smrti, ki je ravno tako tabu tema in tema, ki je načeloma ne maramo, kot pa o denarju. Leta 2010 so pa raziskavo v Angliji naredili, kjer so ugotovili, da je več možnosti, da bo nekdo razkril število svojih predhodnih spolnih partnerjev nekomu, ki ga ne pozna, da se bo celo s nekim neznancem pogovarjal o recimo kakšnih morebitnih spolnih boleznih, ki jih ima, kot pa da bi neznancu zaupal višino svoje plače. Tako da tema denarja, tako splošno gledano, nam je nažalost še zelo taka tabu tema in se pogosto raje ne dotikamo in se je raje ognemo, če se je le lahko. Se mi pa zdi, da vseeno mlajši milenici, mogoče celo zelenici, malce drugače gledajo kot recimo naša generacija. Ena zanimiva istočnica. Prejšnjo epizodo smo se pogovarjali o Kitajski in o tem, kako partija v bistvu diktira tudi življenje posameznikov in družin. In je Matevž Raškovič, ki dela na Kitajskem, nam je tudi povedal, da se v bistvu družine vodi kot podjetje, da je otrok investicija in da zakonske zveze so v bistvu nekakšna združevanje 2 podjetij, se pravi zelo tako podjetniško razmišljajo. Kako pa je recimo pri nas, kako mladi gledajo na te ekonomska ozadja svojega partnerja? Zelo zanimiv pogled, ja, se pravi, to, kar si omenila, kot neke vrste podjetništvo. Ja, na srečo se spreminja tudi pri nas, mladi oziroma milenici vse bolj se zavedajo, da denar ni kot tema, da to ni nič tako zelo takega v smislu, da bi se morali te teme bati, pač pa da je to v resnici tema, ki je zelo široka, ki se jo definitivno splača raziskati, o kateri se splača pogovarjati. Še zmeraj se mi pa, vsaj moje opažanje je to čisto preko partnerskih terapij, še zmeraj opažam manko tega, da bi malenkost bolj raziskovali svoja neka lastna prepričanja o denarju, da bi raziskovali partnerjeva prepričanja o denarju. Znamo se že pogovarjati malenkost o denarju v tem smislu, kaj si želimo oziroma morda kakšnih finančnih ciljih, ne znamo pa še mogoče toliko zelo
ozavestiti, recimo, kako dejansko vidimo denar, oziroma kako potem z denarjem zares tudi ravnamo. Oziroma, toliko boljšo predispozicijo, toliko boljše neko izhodišče imajo tisti, ki že tako odraščajo v družinah, kjer je denar bolj sprejemljiva tema, kot tisti, ki mogoče nimajo dostopa do teh tem, oziroma kjer denar velja kot nekaj slabega oziroma nekaj, o čemer se ne govori. Zato pa jaz menim, da bi morali v šolah imeti obvezni ali pa vsaj izbirni predmet o osebnih financah. Žal se pa učijo samo gospodinjske finance in to tudi večina precej dobro obvlada, se pravi prihodki in odhodki, ampak to ni dovolj, ne. Potrebno je gledati onkraj tega, potrebno je tudi investirati, sploh če želimo uresničiti kakšne cilje, kot je recimo biti lastnik stanovanja enkrat v prihodnosti. In tukaj recimo je zanimivo, kako v bistvu partnerstvo, kako ljudje iščejo, recimo Nejc konkretno nam je poslal vprašanje, kako naj poišče, kje naj poišče partnerko, s katero si bo lahko delil nakup stanovanja oziroma strošek nakupa stanovanja. Verjetno je v ozadju tudi misel, da kakšna ljubezen pride v poštev, ampak ja, želi v bistvu si nekako deliti ta strošek s svojo partnerico. Zdaj, vsaj jaz ne poznam nažalost nobene aplikacije ali pa nekega mesta, kjer bi se združevali tisti, ki želijo kupiti stanovanje, v smislu, da bi se tudi romantično povezali. Vsekakor je pa pomembno, da že na začetku smo pozorni na razne znake, glede tega, kako oseba razmišlja, kar se tiče denarja, kakšne cilje ima, ali si želi kupiti stanovanje v neki dokaj bližnji prihodnosti ali ne. In tudi kako nenazadnje ravna z denarjem. Še preden se začnemo zares pogovarjati o denarju, lahko prepoznamo določene znake, v smislu, koliko si oseba privošči, ali je bolj pomemben nek navidezna podoba, da ima veliko denarja, se pravi, da veliko za neke znamke, za neke zadeve, pa morda manj za varčevanja, za investiranja in tako naprej. Se pravi, neke znake lahko že prej prepoznamo in tako lažje ocenimo, ali je oseba taka tudi iz finančnega smisla, da bi bila za nas, ali pač morda žal ne. Kako se pa recimo obnese zveza med razsipnežem pa varčnežem ali pa špekulantom pa konzervativnežem? A to lahko funkcionira? Zdi se mi, da tukaj zna biti zelo veliko prepirov. Ja, je lahko kar tako minsko polje včasih. Je pa realnost partnerstva taka, da ponavadi skoraj v vsaki zvezi je kakšna taka zadeva, kakšna tema, kakšno področje, kjer se malenkost bolj razhajamo. Lahko je zdaj to denar, lahko je pač kaj drugega. Tako da ravno tako kot tudi pri drugih temah, tudi pri denarju potem pomembno, da se znamo pogovarjati, na odprt način, na neobtožujoč način, da znamo raziskovati, kakšne so naše skupne možnosti, da se mogoče najdemo v tem, da imamo morda nek skupen cilj, ne glede na to, da so mogoče poti do tega skupnega cilja rahlo drugačne, da sklepamo kompromise in tako naprej. Tako da je možno, zahteva pa to seveda neko mero odprtosti, sprejemanja in tudi potrpežljivosti. Zdaj, ko si omenila, da tudi na drugih področjih je to pomembno, sem se spomnila na področje zdravja, ker se mi tudi zdi, da lahko hitro pride do raznih prepirov, če na primer nekdo zelo skrbi, pa nekdo nič ne skrbi za svoje zdravje, ker to na dolgi rok prinese cel kup nekih finančnih posledic lahko za oba, ne, in za celo družino. Tako da to je ena stvar, ki mogoče ne bi smeli zanemariti. Tudi zdravje je izredno pomembno, ne samo fizično, ampak tudi mentalno. Absolutno. Ja, zdravje v resnici pogosto tipično ga ne povezujemo s financami, pa je dejansko, tako kot si rekla, tudi mentalno, recimo že kakšna izgorelost ali kaj takega, ko oseba dejansko pač ni zmožna takrat delati, mogoče leto, dve, absolutno je to povezano s financami, tudi nenazadnje recimo pogled, v katerem se partnerji lahko zelo razlikujeta, tudi kar se tiče zavarovanj, tega pač, recimo, če smo nek samostojni podjetnik, a imamo urejena še kakšna zavarovanja ali smo kle potem takoj bogi, če se nam kaj slučajno zgodi ali če v kakšnem smislu za nekaj časa nismo zmožni za delo. Tako da ja, hitro te zadeve potegnejo za sabo, potem poleg vseh čustev, tudi finančno plat. Ja, definitivno. Sploh pa recimo, če greš kupovati neko nepremičnino,
so tukaj dolgovi v ozadju in tukaj je nujno potrebno kakovostno zavarovanje za primer smrti, torej riziko zavarovanje. Pri samostojnih podjetnikih definitivno nezgodno zavarovanje, ker ko si ti enkrat invalid, nesposoben, nezmožen za delo. Jaz poznam enega fanta, pri 23 letih je postal tetraplegik, strošek prilagoditve na novo življenje je bil preko 100.000 evrov, zdaj se ne spomnim točno številke, ampak to so res nore cifre. S tem, da ne more več nikoli v življenju delati in prispevati toliko, kot je prej prispeval. Ne? To so vse pomembne stvari. Pomembno je pa recimo tudi to, kako bomo v bistvu vodili gospodinjske finance, se pravi, ali bomo imeli skupni bančni račun, ali bomo imeli vsak svoj račun plus skupni bančni račun in kako bomo razdelili stroške. Kako je recimo v praksi s tem? Zelo mešano. Jaz ponavadi parom na terapijah predlagam, da kar malenkost vse skupaj vzamejo kot neko raziskovanje, mogoče celo kot malenkost neko igranje, da preizkusijo več različnih variant. Nekateri želijo imeti strogo ločeno in potem dajo do centa natančno, izračunajo, koliko je bila položnica za elektriko in dajo to na pol. Nekaterim ta način sploh ne odgovarja, pa si umislijo recimo skupno denarnico in dajo vsak mesec neko vsoto tja in potem iz tega plačujejo razne zadeve. Nekateri imajo radi, da malenkost bolj po občutku, kdaj plača en, kdaj plača drug, da se še zmeraj lahko častijo ali pa nekam peljejo. Tako da tle ni nekega pravila, v bistvu bolje je pomembno, da se počutimo dobro z našo odločitvijo in pa da se počutimo vseeno finančno varne. Se pravi, da vemo, da imamo nadzor nad našimi financami, da vemo, koliko damo za posamezne zadeve, kar se tiče gospodinjstva. In torej te dva kriterija sta ponavadi najpomembnejša, da se dobro počutimo in da vemo, kaj se dogaja z našimi financami, da imamo nekako razdeljeno. Včasih tudi glede na zmožnosti, če eden od parov znotraj para en zasluži bistveno več in ta drugi bolj malo, seveda se lahko kle dogovorita, da ni pol-pol. Tako da to je stvar potem dogovora, je pa pomembno, da je to nekaj, o čemer se pogovarjata, da preizkušata razne zadeve, da torej raziskujeta, kaj njima ustreza. Kaj pa recimo pri dolgovih? Se mi zdi, da mogoče so celo bolj natančni pri delitvi tega, kot pa pri delitvi stroškov. Ja, pogosto, ja. In tudi dolg je nekaj, kar je velikokrat lahko močen vir stresa, sploh nekomu, ki mu mogoče gre lahko v nekem momentu bolj za nohte iz finančnega smisla kot ta drugemu, recimo. Tako da dolgovi so nažalost velikokrat lahko vir prepirov oziroma tudi splošne napetosti. Včasih lahko stvarijo neko splošno napeto vzdušje in se potem par skrega glede nekatere tretje zadeve, nepomembne zadeve, pa v resnici bil vzrok ravno dolg oziroma ravno finance. Tako da tudi tukaj velja, da se čim več pogovarjamo, da si znotraj tega vseeno ustvarimo nek občutek varnosti, da vemo, da imamo svoje finance pod nadzorom, ne glede na to, da imamo morda nek večji dolg. Kako pa je z naložbenimi portfelji oziroma nasplošno z investiranjem? Zdaj, kot vemo, nekateri so bolj nagnjeni k investiranju, sploh ženske opažam, da bistveno manj investirajo. In nekako se mi zdi nesmiselno, oziroma jaz bi rekla, da je bolj smiselno, da ima vsak svoj investicijski račun, zaradi tega, ker so tudi nagnjena k tveganju različna, saj nista partnerja enako nagnjena k tveganju, pa verjetno so nekako tudi varčevalni naložbeni cilji lahko različni med partnerima. Kakšno je tukaj situacija na terenu? Jaz v bistvu opažam več variant in tako kot si omenila, se pravi, da imata pač kar ločeno. Nekateri imajo tudi skupaj. Kar jaz ponavadi najbolj predlagam parom je, da se predvsem o tem izobražujejo. Recimo, da pogledajo kakšno spletno predavanje, da preberejo kakšno knjigo, kakšen članek in tako naprej. Se pravi, da sta skupaj noter v temu. Ne glede na to, imata potem dejansko skupaj investirata ali ne, ali vsak posebej, da sta čustveno in miselno skupaj v temu, da se pravi to nek njun skupen projekt, neka zadeva, ki jo istočasno še druži, da torej poznata, da oba vesta, o čem govorita, ko omenjata kakšne izraze, se pravi, da je to nekaj, kar jo druži in ne nekaj, kar se samo en zanima za to, ta drug pa
zavija z očmi, ali pa recimo ga to sploh ne zanima, ali pa ga je strah, ker ne pozna in tako naprej. Se pravi, da se skupaj zanimate, da je to nek skupen projekt, ne glede na to, kako potem praktično to izvedete. Ja, v realnosti je potem malo to drugače. Dostikrat slišimo od žensk, da njih finance pač enostavno to pač jih ne zanima, da jih ne zanima investiranje in da te odločitve popolnoma prepuščajo svojemu partnerju. Kar pa po eni strani niti ni tako dobro, ne? Ja, ker hitro zelo v bistvu stanemo zadaj. Se pravi, recimo, če si pogledamo nek tak naraven proces, zdaj si ga bom seveda malenkost zmislila, za vsakega je lahko malenkost drugačen, ampak recimo, da je nek par skupaj nekaj let in da se do zdaj nista kaj dosti zanimala za finance. Recimo, da se potem moški začne malenkost zanimati, začne gledati kaj na internetu, se izobražuje, se pogovarja z ljudmi, ki imajo že več izkušenj, kar se tega tiče. Če sta v tem skupaj, bosta se skupaj učila, bosta skupaj v bistvu šla čez neke procese učenja, čez neke izkušnje in tako naprej. Če pa rečemo, da je to žena, ostane v zadaj, je to kao ne zanima, to ni nekaj, o čemer želi razmišljati, potem bo pa mož hitro v neki točki zelo naprej, ona pa v bistvu tudi osnov ne bo poznala, in če se slučajno v kakšni situaciji zgodi, da potem se možu slučajno kaj zgodi ali kaj takega, v bistvu ostane čisto prepuščena sama sebi v tem smislu, da sploh ne ve, kaj se točno dogaja. Ali pa recimo, če ga kasneje hoče ujeti, je toliko težjega takrat ujeti, kot ko sta skupaj v temu in v bistvu sta skupaj nevedna na neki točki in se postopoma učita. Bistveno bolj zabavno na ta način, kot če recimo žena potem na neki točki gleda moža, ki navidezno vse ve, ona pa čisto nič, ima hitro lahko občutek, da je to preveč zakomplicirano zanjo, da je to nekaj, česar nikoli ne bo razumela, ali da je to kar nekaj, ali jo spominja mogoče na kakšne travme iz šole, ko česar ni znala pri matematiki ali karkoli. Če pa sta skupaj v tem, pa je to lažje, potem usvojiti ta znanje in te veščine. Ja, to je res, se strinjam, da je veliko lažje potem tudi si bolj samozavesten pri investiranju, če tudi tvoj partner aktivno sodeluje pri tem. Ampak gremo mi nazaj na zvezo in na to, da ljubezen ni večna. Številni zakoni propadajo in statistike kažejo, da je največ razpadov teh zakonov v starosti od 40 do 49 in največ povprečno trajanje zakonske zveze ob razvezi 14,3 let. Torej, zakon ni zavedno, čeprav gremo v ta odnos oziroma s tem upanjem, da bomo do smrti skupaj, ampak včasih se pač zgodba ne izide, v 50% se ne. Ja, tako da v tem primeru je pač potrebno nekako tudi se zavedati, da celotno premoženje, ki se ustvari v času zveze, se razdeli na pol. Zdaj, kle je več variant, recimo nekateri strokovnjaki zagovarjajo idejo, da je dobro iti že s tem zavedanjem v zakon. Jaz sama bolj podpiram to, da recimo gremo že direktno, če se odločimo, se pravi za partnerja, da verjamemo, da je to, da gremo all in po angleško, se pravi, da recimo ne vnaprej razmišljamo, kako bi potem razdelili svoje premoženje, ne skrivamo zadev pred partnerjem iz vidika financ, iz vidika premoženja in tako naprej. Pač pa, da zakon vzamemo resno, se pravi, da vemo, da to ni nekaj, kar nastaja kar samo od sebe, da odnos ni kar samoumeven, ampak da tako kot recimo kakšno drugo zadevo, da tudi to negujemo, da se tudi tukaj izobražujemo, da investiramo tudi v odnos, ne samo investiramo v finančnem smislu, ampak tudi dejansko v sam odnos in da nam je to prioriteta. In tako kot se pravi, je neko povprečje, ampak povprečja so zmeraj tako, nekomu je mogoče ostalo v zakonu ostati samo 2 leti, nekomu pa mogoče celo življenje, tako da si izboljšamo možnosti, da imamo čim več, se pravi šans, da smo na tem koncu, da je naš zakon srečen in trden. Se pravi, koliko skrivnosti je pa lahko potem v zakonu, sploh kar se tiče recimo financ. Prej si omenjala raziskave, ker plača ostaja skrivnost, ne želijo deliti svoje plače. Jaz poznam tudi kar nekaj milijonarjev, ki svojega premoženja ne razkrivajo ženam. Zdaj, pa imajo čisto srečen zakon, moram to poudariti.
Ja, ja. Zdaj, okej, včasih je pač čisto pač podjetje, ne pusti, da bi zaposleni razkril svojo plačo, tako da, moramo dati te primere potem na stran, ker tule gre za pač, ne gre za zaupanje, Lahko tudi, pari funkcionirajo tudi na ta način, da ne razkrijejo svoje plače, je pa to, vseeno neki del njih, ki ostane potem partnerju skrit. In vedno, ko se partnerji odpiramo, ko se razkrivamo, ko damo karte na mizo, v bistvu si ustvarjamo potencial, da smo še bolj povezani s partnerjem, da imamo še več čustvene bližine. Tako da, še posebej, če so naše finance nekaj, kar mogoče nas kdaj tudi malo zaskrbi, ali pa recimo, da ne vemo, kako bi neko finančno odločitev sprejeli, na kakšen način in tako naprej, je lahko super, da v bistvu imamo še nekoga, ki je skupaj z nami v tem, ki ima v bistvu iste ali pa pač podobne finančne cilje in ne rabimo vse te teže financ nositi sami, ampak smo lahko še z nekom skupaj v tem. Tako da jaz bolj kot psihologinja zagovarjam to, da je tudi to predmet pogovora, da to ni nič, da to ni nekaj, kar bi zdaj določalo ali zviševalo ali pa zmanjševalo našo vrednost. Ker pogosto se mi zdi, da gre v bistvu ravno za to, da ne želimo razkriti plače, zato ker nas je strah, ali da nas bo oseba potem drugače gledala, ali da nas bo presojala, ali da recimo nas bo smatrala kot nekaj manj ali kot nekaj več. Preveč neke teže damo tisti številki, ki jo dobimo na računu. No, ravno to sem tudi hotela vprašati, kaj pa če je finančna premoč enega od partnerjev večja, a to lahko postane potem težava v odnosu? Recimo, da ženska zasluži več od moškega, da bomo imeli en kontraprimer, ker načeloma je zakoreninjeno prepričanje, da je moški tisti, ki prinaša večji del k financam kot pa ženska, ne? Dejansko ja, prav v takih situacijah, se pravi, da ženska zasluži več kot moški, statistika kaže, da je več ločitev. Tako da statistika ne govori tako zelo v prid pač temu, če pride do take situacije, ampak jaz mislim, da je to še zmeraj malo rezultat tudi naše družbe, kakršna je bila do sedaj, se pravi ta ideja, ja, da moški zasluži več, da je moški tisti, ki skrbi za družino, se pravi ta v bistvu zdaj že stara, neka prepričanja in neke ideje. Denar, absolutno ja, je lahko velikrat problem in lahko je problem posebej, če ga enačimo z močjo. Se pravi, več denarja, ko imam več moči, imam več lahko potem povem, ali pa v smislu, če jaz kupim zdaj, ne vem, to stanovanje, potem pa jaz lahko odločam, kaj bova noter postavila in tako naprej. Se pravi, ko enačimo denar z močjo, ko enačimo denar s tem, da uveljavljamo svojo voljo, takrat hitro postane to problem. Tako da spet smo potem nazaj pri tem, da se pogovarjamo o tem, da se v bistvu že vnaprej zmenimo, recimo, če naš partner zasluži bistveno več kot mi sami, da se že naprej pogovorimo, kako bo to zdaj izgledalo. Se pravi, recimo, ja, če bo partner kupil hišo ali pa bodo večinski del za hišo ali stanovanje, kaj to zdaj pomeni? Kakšna so tista neizgovorjena pravila, neizgovorjena pričakovanja vzadej? Da že vnaprej razčistimo, a bo to vplivalo na naš odnos, na kakšen način bo mogoče lahko vplivalo ali ne, ali recimo potem tisti partner, ki da manj k stanovanju, ima imajo njegove ideje in njegove želje enako težo kot od ta drugega partnerja. Tako da ja, najbolj pomembno tukaj se je pogovarjati in raziskovati in razčiščevati že vnaprej. Kaj pa recimo popis premoženja, preden gresta v neko resno zvezo in pa mogoče predporočna pogodba ali pa nek dogovor, ko vstopiš v zvezo glede premoženja. Vem, da nekateri pari oziroma nekateri posamezniki podedujejo ogromno premoženja, zdaj drug mogoče ne toliko, in tukaj pride potem lahko tudi do neskladij, nesporazumov. Ali lahko to vpliva na zaupanje v odnosu, če nek partner zahteva neko pogodbo, preden vstopi v resno zvezo? Lahko, ja, mislim, se spomnim pare iz terapij, kjer dva primera sem imela taka, kjer je moški oziroma ženin bodoči želel popis premoženja, kjer je želel tudi predporočno pogodbo, in v obeh situacijah je partnerka to vzela kar precej osebno, kot se pravi neko idejo, da partner že pričakuje, da se ne bo izšlo. Zdaj, to sta samo dva primera od
mnogih, tako da ne moramo posploševati, ampak ja, lahko včasih to ta druga oseba smatra kot neko nezaupanje, da se bo zakon izšel, da bo pač zakon trden. Tule je v bistvu ponavadi najbolj fajn raziskovati, v resnici jaz bi tule najbolj predlagala parom, da se z neko neodvisno osebo pogovorijo o tem, da torej raziskujejo, kaj pravzaprav je v ozadju, kakšni strahovi, kakšne mogoče prejšnje, kakšne izkušnje. Ponavadi je tule nek strah v ozadju, da jih bo druga oseba izkoristila. Včasih imajo lahko tudi strahove, ki so vezani na njihove izkušnje kot iz vidika njihovih staršev. Recimo, če so se njihovi starši ločili in potem bili kakšne grde bitke na sodiščih glede premoženja in tako naprej. Tako da lahko vpliva to na neko zaupanje, ker je tule v resnici neka predpostavka, da ne priznavajo možnost, da se zakon ne bo obnesel. In obstajajo pa tudi pari, ki to dobro izvedejo, ki se pogovorijo, ki se zavedajo, da življenje je pač nepredvidljivo, da se ljudje spreminjamo, da ne moramo čisto vsega vedeti vnaprej in to izvedejo brez tega, da bi vplivali to na njihovo zaupanje. Je pa spet tule najpomembnejše, koliko znamo biti odprti en z drugim, koliko se znamo res odkrito pogovoriti. Ja, zdaj, ko omenjaš starše in v bistvu kar veliko stvari podedujemo od staršev, tudi naš odnos do denarja, je pa res, da jaz verjamem, da v družini dobiš neke temelje, neke vrednote, ampak zdi se mi, da današnja mladina se nekako samo preuzgaja preko raznih Redditov, Discordov, TikTokov, YouTubov in drugih kanalov, kjer sledijo influencerjem, sledijo njihovim nekim pravilom, prepričanjem in nekako se mi zdi, da se sami preuzgajajo in ne vem, če ravno drži, da zdaj naša mladina prenaša prepričanja naših staršev naprej oziroma živi tako življenje, veliko bolj pogumni so, investirati želijo pač nekako ustvariti premoženje in ne samo čakati ali pa ne vem, da bi dobili ne vem, premoženje od dedkov, babic, staršev. Ne? Se strinjam, to je tista lepota interneta, da če se le odločimo, potem imamo ogromno nekih možnosti za nova znanja, za nove veščine in tako naprej. Tudi v bistvu ponavadi je tako, če iz psihološkega vidika, da mi sicer prenesemo neka prepričanja, neka sporočila, včasih čisto neizgovorjena, od staršev naprej. Ne pomeni pa, da nas to definira. To je samo ponavadi tista neka naša izhodiščna točka. Lepota tega je pa potem, da lahko v bistvu po tej točki pa naredimo karkoli mi želimo. Kot si rekla, fajn, lahko se sami prevzgojimo v tem smislu. Vse, kar imamo, je samo tista začetna želja, tista začetna iskrica, da začnemo razmišljati, kaj se pa še da, kaj pa še obstaja, in potem se nam lahko kar malenkost svet odpre. Tako da pogosto smo navajeni na neke stvari iz vidika staršev, smo nekaj časa, nekih recimo 15 let, živeli v nekem svetu, kar se tiče recimo denarja, ki so nam ga predstavili starši, mogoče ostali bližnji, in takrat smo tisto vzeli kot dejstvo, kot resnico. V smislu, mogoče smo verjeli, da je denarja premalo, ali pa da ga je zmeraj zadost, ali pa da se o denarju ne govori, ali karkoli že. Potem pa zmeraj možnost, da v bistvu malenkost izzovemo neka ta stara, mogoče nepotrebna prepričanja in da si oblikujemo nova. Seveda, obstajajo pa tudi, obstaja ogromno družin, kjer se pogovarjajo o denarju, kjer v bistvu otroke načrtno učijo, kako ravnati z denarjem, kjer v bistvu otroke vključijo tudi noter v razne finančne plane, da otroci vidijo, seveda, ko so pač dovolj stari, da otroci vidijo, kako dejansko si denar razporejati, kaj narediti s svojo plačo, kam dati denar, kako se izobraževati in tako naprej. Zdaj pač malo odvisno od tega, koliko smo imeli srečo, kar se tega tiče, koliko so tudi naši starši bili oziroma so tega vešči. V vsakem primeru imamo pa pač vse možnosti, da se tega naučimo tudi sami. Res je, se strinjam. Zdaj, ko si omenjala začetke, dajva pogledati malo tudi statistiko, kdaj se odseljujemo od doma. Nismo več toliko dolg časa v hotelu mama, vsaj tako kaže zadnja raziskava Mladina 2020.
Odseljujemo se pri 27,7 letih, kar je veliko bolj kot pred leti, ko smo se odseljevali pri 29,5 letih. Ne? Zanimivo je pa tudi to, da vstopamo pozno v partnerske odnose in tudi za prvega otroka se v bistvu odločamo relativno pozno, pri 29,6 letih. To se mi zdi kar pozno, ne? Kaj to pomeni, da imamo težavo poiskati nekega kakovostnega partnerja, s katerim bomo gradili življenje, ali so kakšni drugi izzivi, mogoče imamo visoka pričakovanja, želimo graditi kariero, kaj je tukaj v ozadju? Veliko je miks vsega, a ne, se pravi, velikokrat kakšni pari se že najdejo, se pravi, že najdejo partnerja, pa recimo se še ne počutijo, da so na tisti točki, ko bi lahko otroka pripeljali na svet, čisto iz finančnega vidika. A ne, si želijo najprej kupiti stanovanje, hišo, najprej dobiti neko dobro službo, a ne, se pravi, in to avtomatično jim potem majčkeno zamakne samo odločitev za otroka. Velikokrat pa ja, dejansko ne, tukaj imam pa recimo zelo veliko ljudi v terapiji, ko malenkost nekako zamudijo tisti prvi vlak iskanja partnerja, in so potem ja, že malenkost starejši, kar se tiče za iskanje partnerja, takrat je pa lahko že kar izziv, ne? Ker veliko ljudi je potem že poparčkani, kakšni že imajo otroke, in velikokrat ja potožijo, da v bistvu kako je težko recimo v tem obdobju potem kasneje iskati partnerja, če si še zmeraj vseeno želijo ustvariti družino. A ne, tako da je lahko to kar izziv, ja, potem kako najti partnerja, sploh zdaj, ker je vseeno korona, pa tako, ker je manj družen v živo, ne, vse se je nekako bolj preneslo na splet, nekaterim to sicer zelo leži, a ne, razni Tinder in tako naprej, a ne, kakšnim pa ne, a ne, in te imajo ponavadi kar potem težave, ker je zdaj toliko manj družen, toliko manj nekih zadev v živo, in potem ja, se počutijo, da so izven elementa, recimo na Tinderju, ko pač a ne, vse poteka pač na tak način. Tako da ja, pri mnogih je to potem izziv, ne, se pravi, da gledajo okoli sebe, so vsi poparčkani, oni so pa še vedno sami, čeprav si srčno želijo najti tistega pravega partnerja. Ja, tudi jaz poznam kar nekaj takih, ki so že v poznih 40-ih in imajo, zgodnjih 40-ih in imajo res težave poiskati partnerja. Kar se pa tiče otrok, ne, dejstvo je, da to je neko finančno breme, mislim, da stane 180 000 evrov od rojstva do 25. leta vzgoja otrok v Sloveniji, pa vendar, številni pravijo, da si ne morejo privoščiti otroka, ampak kdaj pa si lahko privoščiš otroka, če smo čisto iskreni, ne? Kdaj je tisti pravi trenutek? Ja, to je tako kot ja, kdaj je pravi trenutek za odpreti svojo firmo, kdaj je pravi trenutek za se preseliti v neko svoje stanovanje, za nakup stanovanja, in isto je, kdaj je pravi trenutek za imeti otroka. Seveda ja, obstajajo trenutki, ki absolutno niso pravi za imeti otroka, ne? Ampak ja, če smo recimo v nekem dobrem, trdnem partnerstvu, če si otroka želimo, če pač imamo neke osnovne pogoje, a ne izpolnjene, da pač lahko otroka preživljamo in tako naprej. Ponavadi ja, a ne, je nek trenutek, ko je treba pač skočiti, se odločiti in zmeraj bo velik del a ne, tega, kar nam je neznano, kar je strašljivo in a ne, tudi nikoli se ne moramo vnaprej toliko prepraviti, da bi res vedeli, a ne, in iz finančnega in tudi iz tako praktičnega in čustvenega smisla, a ne, da bi bili vnaprej res 100% pripravljeni. Pač ja, pride potem nek trenutek, ko skočimo, ne, ali pa pač ne. No. Ne, zato ne moreš biti nikoli 100% pripravljen. Tega ni. Lahko prebereš ne vem koliko knjig, filmov pogledaš. Ne. Življenje te preseneti, otroci potem te presenetijo. To se ne da se na to pripraviti. Ne. Absolutno, ja. Greva za nekak povzet. Kaj je torej recept za dober partnerski odnos, če pogledava z vidika financ, ne? Ok, ja, se pravi, izključno z vidika financ. Pomembno je, da ne jemljemo stvari kot samoumevne, v tem smislu, da bi mislili, da jih ne rabimo izgovoriti. Velikokrat se parom zdi logično, ne, da recimo enemu se zdi logično, da varčuje, nekomu drugemu se zdi logično, da si pač kaj prvoš, pa mogoče potem že malo začne zapravljati in tako naprej. Se pravi, recept bi bil, da ne jemljemo nekih zadev kot logične, kot tako se pač dela, ampak da raziskujemo in sebe in svoje prepričanja in svoje vedenja, kar se tiče denarja in tudi partnerja.
In da se o tem čim več pogovarjamo, da najdemo tisto, v čemer smo vsi skupaj, kar se tiče financ, to so mogoče neke ideje, kaj bi si želeli v prihodnosti, neki finančni cilji, in da tudi, če smo na začetku malenkost na različnih bregovih, da v bistvu je tisti cilj tisti, ki nas druži. In da se potem pogovarjamo, da raziskujemo, da sprobamo več variant, kaj bo za nas deloval, za nas kot par deloval, kaj mogoče ne bo. Se pravi, da smo čim bolj odprti in da se čim več o tem pogovarjamo. Ja, jaz se s tem zelo, zelo strinjam. Mislim, da je potrebno, da se aktivirata oba, ne samo moški ponovadi, kot slišam. Tudi recimo fajn, da začnemo tudi otroke relativno hitro vzgajati v tem duhu, da spoznajo, da finance niso bav, in tako v bistvu gradimo blaginjo naše družbe, lepše življenje za nas same in pa seveda za našo družbo. Vsaj tako se mi zdi, ne? Ja. No, evo, mislim, da smo obdelali vsaj za začetek to tematiko. Tematika je v bistvu široka in ob tem se dal pogovarjati res dolgo časa, ampak bomo drugič še malce bolj v globino šle to tematiko obdelati. Katja Istenič, najlepša hvala za tvoj čas in hvala pa seveda želim ti lep dan. Hvala enako.